Gospod Blaž Prapotnik pa bo nekoliko več povedal o predstavitvi knjige z naslovom Konjiška dekanija. Gre pravzaprav za ponatis dela, ki je šlo pred 101 letom, 101 leto je letos, odkar je ta knjiga prvič išla. In seveda pa prepuščam besedo sogovornikoma. Izvoli. Hvala lepa. Torej, kot je že gospod župan omenil, letos praznujemo konjiške dneve kar 20 dni zaporedoma in v teh 20 dneh se bo zgodilo več kot 60 različnih dogodkov, od tega več kot 20 športno-kulturnih. Nekaj besed je že bilo povedano ob tej svečani 850-letnici prihoda Kartuzijanov. Iskreno povabilo vsem vam, torej tudi v ponedeljek v Ljubljano. Vendar pa smo še en dogodek izpustili, to je pa 24. junija, ko bomo ravno med temi zidovi imeli prireditev Gregorijanski koral. Mislim, da je vsem to poznano, saj smo jo že dvakrat, torej profesorja Potočnika z njegovim zborom dvakrat gostili v Kartuziji. Mislim, da bo to izjemen dogodek. Bi pa omenila še tudi film, ki bo premierno uprizorjen ravno na svečani seji občinskega sveta 30. junija. To je dokumentarno igrani film Psalmi tišine, ki govori ravno o življenju v Žički Kartuziji. Torej, kot sem omenila, več kot 20 kulturno-športnih dogodkov, ki jih v letošnjem letu pripravljajo seveda različna domača društva, šole, vrtci in pa zavodi. Naštevala jih ne bi povsem vse, zaradi tega, ker nam bo to vzelo ogromno časa. V samih teh dnevih boste tudi sproti obveščeni o teh dogodkih, bi še pa mogoče poleg 850-letnice omenila res najpomembnejše. Torej, v soboto pričenjamo s poletnimi večeri v Žički Kartuziji, ko bo z nami Uroš Perič z svojimi gosti. Potem imamo 26.6. Zorana Predina z Gypsy bandom. Seveda v okviru projekta Oživljamo Stari grad je v nedeljo 13. junija v popoldanskem času srednjeveška nedelja na gradu. Omenila bi še tudi Petrovo v Žičah. To ima krajevna skupnost Žiče v svoji organizaciji celodnevni oziroma kar dvodnevno dogajanje bo soboto in pa nedeljo 26. in pa 27. junija. Čisto na kratko še morda o tej odprtju oziroma o tej knjigi Konjiška dekanija. O tem vam bo seveda gospod Blaž Prapotnik več povedal. Sicer pa, kot sem že rekla, veliko dogodkov je še navedenih, ki pa jih boste lahko sami zasledili tekom teh dni. Hvala. Glavne izhodišča ste že tako povedala, sogovornika, je pa knjiga tudi ob obletnici 90 let smrti avtorja. Dr. Avguštin Stegenšek je eden pomembnejših umetnostnih zgodovinarjev, ker je v bistvu kot velja za začetnika spomeniške topografije pri nas in v osnovi njegove knjižnice so tudi osnovali študij na Filozofski fakulteti. Njegova knjižnica je bila odkupljena. Knjiga Konjiška dekanija je druga iz serije umetniški spomeniki Lavantinske škofije. Avtor je to v relativno kratkem času naredil, je pa res, da je glede na kapacitete tega človeka to tudi zmogel, ker je bil izredno sposoben. To ob tem, da smo mi knjigo naredili, smo pripravili tudi knjižico v istem formatu, ki bo priložena, v kateri je opisano življenje in delo Avguština Stegenška. Sama ideja je prišla lani, da bi knjigo ponatisnili. Župan pravi, da je že nekaj časa imel to željo in smo potem ugotavljali, mimogrede, da dejansko te knjige so sicer še po kakih knjižnicah. Župnik recimo ima tako, da se je ni dalo digitalizirati, ker je bila preveč obrabljena. Ker je ta knjiga tako aktualna še po 100 letih, da jo še vedno citirajo, da je enostavno tako kvalitetno je upravljeno delo, popis vseh teh umetnostnih zgodovinskih objektov, tudi interierjev, cerkva, gradov, da so enostavno do danes vsi tudi
kulturna javnost in strokovna javnost enostavno navdušeni, da je prišlo do ponatisa. Recimo Vito Hazler, ko je domačin, je bil zelo vesel, ko smo mu javili, da stvar in je tudi potrdil. Mislim, da bo na predstavitvi 21. v knjižnici tudi on povedal in verjetno podal par poudarkov, kako pomembna je ta edicija sploh za to področje, pa tudi za splošni kulturni prostor. Zdaj, knjiga je faksimile, to pomeni, da je ponatis povzetek točno take, kot je bila pred 100 leti, z dvema malenkostma. Ko je to avtor izdal, mu je nadškof dal pisni blagoslov, ki je tudi objavljen. In letos smo mi tudi dobili na pobudo Aleksandre Boldin, ki je urejala te relacije s cerkvijo, da je tudi nadškof Franz Kramberger pisno potrdil oziroma moralno dal podporo za ponatis knjige. In to je edina stvar, ki je poleg kolofona, ki v knjigi mora biti dodana v originalno. Tako da je na drugi strani, prvi notranji, je ta dodatek, drugače pa knjiga vseh 432 strani, popolni povzetek, vključno z vsemi napakami, ki morajo biti v ponatisu, ker to je pač šlo za klasičen tisk, tam se not poznajo, recimo med črkami, založni materiali, včasih ven prilezu in se poznajo madež in tisto smo pustili. Knjiga je, kot bi jo kupil pred 100 leti, tudi papir je zelo podoben. Vsa ta oprema, ki kaže na spoštljiv odnos do knjige, ki so pred 100 leti imeli sploh ti cerkveni krogi, še mogoče malo bolj, kot imamo danes. Ta odnos je recimo trda vezava, platno, obreza, zlato tisk na naslovnici, vezni list je zlato in barvno tiskan. Knjiga je pa vsebinsko bogata tudi zaradi tega, ker je bil avtor sam, je imel umetniške žilice in sam narisal večino risb, tlori se cerkva, pofotografira objekte, tudi samo založil dejansko to knjigo in mi smo se mu na nek način poklonili temu velikemu človeku, ki je žal umrl pri 45 letih in bi verjetno še napisal kako tako delo, zaradi bolezni se njegovo življenje prekinilo. Je bil pa pomemben tudi za druge, za odkrivanje drugih področij. Kajti takrat mu je država priznala častno mesto konzervatorja za Štajersko in to za okraje Brežice, Celje, Slovenj Gradec, Konjice in za mesto Celje. Je bil pa duhovnik, tudi predavatelj in je v bistvu to svoje znanje, tudi jezikovno znanje in te svoje sposobnosti zelo lepo vgradil v to knjigo. Jezik, ki ga beremo, je bil takrat verjetno, je še danes vrhunski. Res, da obstajajo še neke jezikovne stvari, ki so se v stoletjih spremenile, ampak je že z tega stališča zanimivo. Pokriva kompletno zgodovino, tudi povezave z okoliškimi kraji. Jaz sem recimo se priselil iz Slovenj Gradca, sem ugotovil noter, da so bili relacije v srednjem veku čist vsakdanje z Žičko Kartuzijo. In tak obseg knjige in tudi ta oprema, dejansko je to taka knjiga, ki bi jo takrat pred 100 leti so priporočili vsem knjižnicam v teh župnijah, ki so zajete v tem delu. Delo ima pa 19 poglavij in je tudi dejansko vsaka župnija ima svoje poglavje. Žička Kartuzija, ki je pač tudi najbolj poudarek pa povezava s tem, kar se danes pogovarjamo, ima pa 4 poglavja in so ta obdelana slikovno, zgodovinsko, jezikoslovno, kaj so menihi pisali. V 19. poglavju, zadnjem, so pa še dodani pa berki, kaj so ljudje takrat o teh zadevah vedeli, kajti avtor je prednje opisoval na terenu, poslal med ljudi anketne liste, da je malo poskusil dobiti informacije, ljudsko blago, kot se reče. In sicer ni bil tako uspešen, kot si je predstavljal, ampak je vsem dobil neke pokazatelje, kje bi lahko kakšno stvar našel, kje so kakšne pripovedke, ki kažejo na neko zgodovino. In delo je enostavno fascinantno.